Ker je prejšnji teden Evropska prestolnica kulture v Novi Gorici dočakala svoj uradni konec, se bomo danes ozrli nanjo. Osredotočili se bomo na dogodke z področja likovne in vizualne umetnosti predvsem. No, predvsem pa na naši strani meje, čeprav je EPK tokrat, in to je posebnost, nastajala v sodelovanju dveh držav, Slovenije in Italije. A Nova Gorica je bila nosilka naziva, Gorica pa se je pridružila. V novogoriškem studiu Radia Slovenija pozdravljam obe gostji. Z nami sta Rene Rusjan, umetnica, profesorica sodobnih umetniških praks in direktorica programa Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici, ter Nataša Kovšca, umetnostna zgodovinarka, likovna kritičarka in programska vodja Galerije Gong. Pozdravljeni obe. Pozdravljeni. No, ko smo se menili za oddajo, ste mi tudi vi, Rene, omenili novo razstavo, to je razstava Mesto na meji, ki so jo nedavno odprli v središču Epik. In tudi z drugimi ljudmi, ko sem govoril, so mi večinoma rekli, ta pa odtehta marsikaj, tudi če je pri EPK-ju šlo kaj mogoče narobe. Ta razstava je pa res nekaj posebnega in zgodbami prebivalcev priča o življenju na Goriškem in ob meji v 20. stoletju. Ni likovna, je zgodovinska, pa vendar se smo lahko tudi širši za začetek. Skupaj s sodelavci jo je zasnovala doktorica Kaja Širok. Prinaša pa zelo človeški pogled na zgodovino in nenazadnje lahko dodamo, da je tudi vizualno duhovita, dinamično zasnovana. Rene Rusjan, mogoče začetek. Ja, gotovo je ta dolgo pričakovana razstava morda najdlje načrtovan projekt prestolnice kulture, ker je bila to ena od prvih idej že pred mnogimi leti, preden se je potrdilo, da bo Nova Gorica z Gorico šla v prestolnico. Zato, ker je to pravzaprav izhodišče tega, da na tej meji s tema dvema mestoma lahko na nek način pozitivno izkoristimo Evropsko prestolnico kulture za odprtje pogovorov med dvema narodoma, seveda z mnogimi, ki so tudi se nam pridružili, ampak tema dvema, ki sta od druge svetovne vojne in že tudi prej v težavnih konfliktih, v bistvu je to cona in prve svetovne vojne in druge svetovne vojne. In čeprav je zdaj 80 let od takrat, mi si teh zgodb še nismo povedali, mislim, da mora skoraj vsaka generacija tudi na nek način opraviti s tem, kar nosi s seboj skozi generacije svojih staršev, starih staršev in seveda tega drugega na drugi strani. Zato je ta razstava, rekel ste, ni likovna, uporablja pa veliko in likovnih in tudi drugih intermedijskih film, seveda, za vsa ta pričevanja, tako da ne bi je izpustila sam zato, ker ne paše mogoče v okvir razstav kot takih umetniških. Ja, zelo sodobna je, zelo dostopna je, za ljudi. Na koncu ima tudi ta participatorni del, kjer so police, kamor bodo prebivalci lahko svoje stvari prinašali, svoje spomine. Nataša, vaši vtisi? Moji vtisi so ravno tako dobri, ravno tako menim, da gre za enega izmed najpomembnejših projektov. In če se zdaj poskušam navezati na likovno umetnost, mislim, da sem sama kot umetnostna zgodovinarka pogrešala eno tako razstavo na likovnem področju, ki bi se navezala na zgodovino Goriške. In sicer zelo konkretno na prvo umetniško razstavo, ki so jo pripravili goriški ustvarjalci leta 1924, o kateri se je veliko govorilo, vendar potem žal ni bila uresničena. Namreč na tej goriški razstavi so sodelovali tako slovenski kot italijanski ustvarjalci, ki so bili člani goriškega umetniškega krožka in ni bila pomembna samo zato, ker je predstavila tedanje
avantgardne umetnostne smeri, ampak tudi zato, ker je bila pravzaprav nekakšen odgovor na to, da so Goriško priključili Videmski pokrajini in na to postopno uveljavljanje fašistične oblasti. Skratka, mislim, da bi ena taka razstava, ki bi jo seveda morale pripraviti institucije, ovrednotila ta goriški prostor. No, ko ste že izpostavili primer take velike razstave, ki bi jo pogrešali, pa lahko jaz izpostavim niz tistih, ki jih pa tudi Zavod Go 2025 sam pravzaprav izpostavlja kot najpomembnejše z področja likovne in vizualne umetnosti v okviru EPK-ja in ki se pravzaprav nanašajo na ta prostor. To so razstave posvečene likovniku Zoranu Mušiču. Zdaj, eno so pripravili in tudi financirali na drugi strani meje, to je razstava Mušič, Ciriška soba, dela Atelje, ki jo je v Goriški palači Atems kurirala Daniela Ferretti. To razstavo so opisali kot krono serije, vendar zdaj bi se vseeno usmerili pa na razstavi, ki so ju pripravili pri nas. Telesa pokrajin na gradu Štanjelu in pokrajine teles na gradu Dobrovo. Na Zavod Go 2025 smo naslovili vprašanje in o tem bom tudi potem, kakšen obseg vseh sredstev je pravzaprav šel za namen likovne in vizualne umetnosti. Pa če se zadržimo pri Mušiču, lahko opredelimo, da sta ti razstavi stali, so sporočili okoli 241 tisoč evrov. Projekt je bil idejno na papirju obsežno nastavljen, v praksi pa so se stvari zapletle, to moramo izpostaviti. In prav zaradi umetnikove veličine in dejstva, da so obe razstavi precej odmevno napovedovali, so se pojavile ostre kritike, da so mu namenili premalo prostora in da ni ključnih del. Zdaj, Zavod pojasnjuje, da se je zaradi nevedno brezhibnih razstavnih prostorov in da ni šlo toliko za sprotne težave s klimo in varnostjo, kot pa za nezmožnost dokazati brezhibnost razstavišč za nekaj let nazaj, bistveno skrčil nabor ustanov in lastnikov, ki so bili pri teh pogojih pripravljeni posoditi slike in grafične liste. Tako da zdaj tukaj gre na eni strani za argument, da bi lahko videli veliko več, pa ni prišlo do dogovora s ključnimi zbiratelji in institucijami, in na drugi strani argument kuratorke doktorice Nelide Nemec, ki pravi, da je izbrala, kar se ji zdi pri Zoranu Mušiču najbolj bistveno, predvsem v luči prepletanja motiva telesa in pokrajine, zlivanja enega v drugo. In to je tudi tema, ki jo najdemo v njenem doktorskem delu. Torej, če strnem, institucija EPK ni uspela zagotoviti retrospektivnega obsega del Zorana Mušiča, kuratorka je pa potem iz izbora, ki je pač ostal na voljo, izvlekla, kar se je dalo in razstavi zasnovala z nekim osebnim avtorskim pristopom. In še nekaj, obljubljali so katalog, ki ga pa tudi nismo dočakali. Jaz bi rekla, da je treba na te razstave gledati kot celoto. Tako mislim, da so jih tudi oglaševali. Torej, res je, da je bila razstava v Štanjelu v galeriji Lojzeta Spacala manjša, vendar, kolikor sem slišala, so lastniki stavbe oziroma galerijskega prostora zahtevali, da ostanejo Spacalova dela ravno tako prisotna. To pomeni, da je bila kuratorica primorana se osredotočiti samo na spodnji prostor in mislim, da je dejansko izbrala dela, ki so bila pomembna za Mušičev razvoj. Ja, prav to, da je bila primorana preplesti, torej oba avtorja, za doktorico Nelido Nemec tudi predstavljalo poseben izziv, kot mi je sama v priliki zaupala. Kot nam je argumentiral Zavod Go 2025, je umanjkala tudi intervencija v Mušičevi rojstni Bukovici. Se je izkazalo, da ni dovolj le priti z vsebino, ampak so procesi vzpostavitve prostorskih in tehničnih pogojev zanjo včasih prezahtevni celo za tako velik projekt, kot je Evropska prestolnica kulture. In tukaj pridemo do tega, kar sva se Rene Rusjan pogovarjala, preden smo začeli tale pogovor, da je vendarle si treba priznati, da projekti, kot je EPK, so
za okolja, kot je Nova Gorica, zajetni za marsikaterega, so to projekti razsežnosti, s katero se prvič sooča, ne? In tudi v tej luči je treba tak projekt opazovati, ne? Tukaj bom dodal samo še 2 problema, ki sta se v projektu Zorana Mušiča pojavila. Za eno delo na razstavi v Štanjelu je celo prišel namig, da naj bi bilo ponarejeno. In še to neodvisno od tega, pa se je Goriški muzej vsaj začasno umaknil iz dogovora o upravljanju gradu Dobrovo. S tem se sklepa pa tudi od skrbništva Mušičeve zbirke, ki jo je umetnik podaril ob obnovi pred 35 leti. Ampak mogoče, Rene Rusjan, o tej razsežnosti, vi delujete v okviru univerze in veste, kaj pomeni velike projekte voditi in tako dalje. Ja, morda bi se pa tukaj vključila v Mušičevo zgodbo, čeprav jo res bolj opazujem kot gledalka. Namreč Bukovica je tudi moj kraj, rojstni kraj mojega očeta in none in tako. Tako da, ko so se lotili prenove kulturnega doma, so na nivoju občine, zelo male občine, Renče-Vogrsko, se odločili, da bojo po Mušiču imenovali dom in naredili dvorano. In takrat so mene povabili, če bi nekaj naredila likovnega. Tako da sem takrat delala likovno opremo, inspirirano z Mušičevimi motivi. Tudi neka talna postavitev je, ki ni recimo nekaj, kar je podobno mojim umetniškim delom, ampak je dejansko bilo to z namenom. Načrte smo imeli večje, to je bilo vse res na nivoju občine, tudi drug župan je imel druge načrte in tako naprej. Tako da nismo šli naprej v park, nismo šli v intermedijsko sobo poslušanja, ki je bila takrat tudi. In tako, to ni očitek, to je samo pač dejstvo, da v nekem nadaljevanju skozi čas niso nujno stvari izpeljane. Ravno kar sem poslušala o Novi Gorici, zelo zanimivo, kako so te načrti, ki so tudi bili v začetku aktualni pa so še vedno za pogledati in kvalitetni in tako. Tako da, to je. Ampak prej sva se pogovarjala o evropskih prestolnicah kulture. In to je bila druga v naši državi. Ena je bila Maribor, ena učna vaja in druga učna vaja je Nova Gorica, Gorica. In še celo ta je, Nova Gorica povabila mesto iz druge države. Se pravi, še posebej se je lotila nečesa novega. Tudi kot in študentje in kolegi in zelo smo vpleteni bili skozi v to, ker se nekako od nekdaj tudi ukvarjamo že z starih prostorov v Ljubljani, pa pol v Gorici in tukaj z oživljanjem neke okolice, posvajanjem prostora, biti aktiven v prostoru in ki dela skupnost v bistvu, ne. Tako da o evropskih prestolnicah razmišljam tudi že od, kar vem zanje, iz mladih let, recimo je to bil Glasgow, ki smo ga prej poznali, predvsem po filmih nekih zapuščenih sosesk, problematiki mesta, ki je nekoč bilo zelo močno industrijsko mesto in potem kar naenkrat je to propadlo in je bilo mesto brez perspektive. Ko pa se je odločilo za to, da bo Evropska prestolnica kulture, smo kar naenkrat, takrat smo bili, študenti ali pa malo kasneje po akademiji, se spomnim, kakšen shift se je zgodil v razumevanju, oziroma sploh, ko slišiš Glasgow, kaj si prej mislil o njem in kaj si zdaj mislil o njem. Jaz sem bila tam par let kasneje šele, ne na Evropski prestolnici kulture, ampak takrat so pol šli še v arhitekturo in smo pol tudi to opazovali, kako se je to mesto razvijalo, ne. Se pravi, začetek je bil Evropska prestolnica kulture, ker mislim, da je tudi za nas moramo tako gledati, da se je s tem in zato tudi to, da je bila razstava Mesto ob meji na koncu leta in na koncu te odprta, to je začetek. To se je še nabiralo, takrat je dovolj ljudi tudi slišalo, da se dela in so lahko prispevali in tako, ne. Tako da podobno se mi zdi in za Novo Gorico in Gorico in za vse občine, ki so zraven tudi sodelovale in tako, da bi morala država, ki ima zdaj drugič je imela možnost, mi bi morali vsi to imeti kot svojo prestolnico, ne kot, je v Novi Gorici, ne zanima nas. Tudi podpreti ekipe, ker s tem nekoč se nekdo spomne na to, da bi mogoče to mesto kandidiralo, nabere okrog najprej neki ljudi, s katerimi se dobro razume, pa pol neke druge, ki so, skratka se širi ta neka skupina in vsakič po mojem na čisto nov način.
vsaka prestolnica kulture začne na nek način iskati svojo identiteto znotraj tega nekega okvira. Da mora država tudi razmisliti, kako podpreti vsakič novo, ker, ne vem, ministrstvo recimo, da že ob začetku, da ve, kakšni se tudi uči, ve, kakšni mehanizmi, kaj bo vse treba, ko bomo sestavljali to skupino, da bo imela člane, ki bojo res še naprej, ker to je vse neka mreža. No. Tako da bolj gledam v tem smislu, kako se iz tega učiti naprej, da je bilo ogromno čudovitih stvari narejenih in že spet samo začetek. Mi moramo to vzeti kot, kaj je legacy tega, to, da delamo naprej in da se zavedamo, da smo zanimivi. Mislim, da je to ena od glavnih stvari, ki so mogoče tema dvema krajema, ker se spomnim, da bila sem v tisti prvi skupini že, ne vem, koliko je, 2016, 2017, 2018, ko smo še tako malo razmišljali, ne, a šli proti v to, kaj Nova Gorica in Gorica lahko. Ne. Prvo je to, kar sem že prej rekla, te zgodbe, ki jih imamo si zapovedati med sabo. Spomnim se tega, da je bil takrat podatek iz ene in druge države, da je Nova Gorica mesto, ki ima najstarejše prebivalstvo, se pravi, mladi odhajajo, in v Italiji je to Gorica. Obe imata isti problem, se pravi, to je skupen problem. In mislim, da moramo nekaj delati tudi zato, da se po eni strani zadrži ljudi, tudi če grejo ven študirati, pa da imajo za kaj priti tudi nazaj, ali pa tudi, če občasno hodijo nazaj, skratka, da imajo nekaj in da tudi tukaj generiramo okolje, v katerem je. Tako da jaz, recimo, skozi študenti, ki prihajajo od vse povsod, eno je, če pridejo iz Slovenije, velikokrat recimo sploh ne vejo, da se po slovensko Gorici reče Gorica. In so napisali, študiram v Goriziji, so napisali na Facebook, recimo, v unih časih, ko smo bili še v Stari Gorici. V bistvu so šli skozi šolanje, ampak tega pravzaprav ne vejo, ne. Meni je strašno fajn, ko slišim, da se je eden odločil, da bo tle živel in si tle ustvaril družino. Ali pa od tukaj odpeljal nekoga, ampak v bistvu jih kar precej tudi in z Avstrije in z Nepala recimo. In ne vem, zelo veliko zanimivih ljudi je že prišlo samo zaradi univerze, ampak se mi zdi, da je nevidna nekako še vedno v mestu. Krivda je deljena ampak mislim, da nas je tudi skozi prestolnico nekako bolj se opazilo zaradi pač te združene moči, ki jo. Zdaj sem šla daleč od Mušiča in vašega vprašanja, ampak se mi zdijo to take pomembne stvari. Ne, dobra iztočnica, pa tudi omenili ste univerzo in prej smo se pogovarjali o razstavi Mesto na meji, ki je pravzaprav umeščena v tako imenovani EPK distrikt, ne, ob meji, in upajmo, da tam se znajde tudi univerza. Tako je predvideno, ne, oziroma v to smer naj bi se stvari odvijale, ker potem bi pa res tisto območje res lahko zaživelo. Jaz mislim, če se navežem na Mušičevo razstavo, da v bistvu te razstave kažejo, kako nam na Goriškem, in to mislim na obe strani meje, primanjkuje razstavišč, ki bi bile sposobne gostiti tako pomembne razstave. To je konstanten problem, ker razstavišča so bila od nekdaj, od tedaj, ko so začeli graditi novo mesto, vedno vezana na neke začasne prostore. Najprej mislim, da je bilo razstavišče v avli občinske hiše, kasneje v razstavnem prostoru salona Meblo, še danes je mestna galerija v mali dvorani gledališča. To se mi zdi ravno tako ena taka zamujena priložnost. In nekaj, kar presega EPK, ne, to so pravzaprav dolgoročni izzivi, ki jih lahko s tem naslovimo, ne. No, na Zavod Go 2025 smo med drugim naslovili vprašanje, kolikšen del od skupnega proračuna je pa bil namenjen prav področju likovne in vizualne umetnosti. No, ta po njihovi oceni znaša okrog 10% proračuna celotnega uradnega programa. Celoten proračun je znašal okoli 20 milijonov evrov. Pojasnjujejo, da če temu dodamo še nekaj razstav, ki jih je strateško financirala regija Furlanija Julijska krajina in ki so bili uvrščeni v spremljevalni program Go in prijatelji, denimo Andy Warhol v Gorici ali Meje Konfini v Vili Manin,
se pa ta odstotek povzpne na 20. Ključni in finančno najobsežnejši projekti na področju vizualne umetnosti na slovenski strani so bili omenjeni razstavi Zorana Mušiča, potem pa festivala ROR in Pixel Point ter 20. mednarodni bienale mladih ustvarjalcev Evrope in Sredozemlja, ki se jim bomo vsem posvetili. Ampak meni je bila še ena iztočnica zanimiva. Rene Rusjan, pogovarjala sva se o tem, kako umetnost preči svoje meje, ne? In da pravzaprav prehaja iz ene oblike v drugo, je hibridna. Pri marsikaterem projektu težko govorimo, ali gre za likovno, vizualno, večmedijsko, umetniško izražanje, in to se je pokazalo tudi pri Evropski prestolnici kulture, pri festivalih, ki sem jih ravnokar omenil. Ne? Ja, midva sva začela takrat pogovor tudi s tem, da gre za likovne odmeve in da o izrazito likovnih razstavah težko kaj. Ne počutim se prava oseba za to. Ne? Bolj umetnost v prostoru, v skupnosti, neka taka interaktivna, ne v smislu medijev samih, ampak tudi z mestom, pravzaprav povezovalec. Zato se mi zdi, da in za čezmejno, in za med različnimi drugimi osebki, ne samo kot oseba, kot posameznik, ampak tudi družbenimi in tako. Ne? Tako da v tem smislu se mi zdi nekako umetnost zanimiva in potrebna, ker tako skozi svojo zgodovino od kiparke do sodobne umetnice bolj sem si na ta način odgovorila, zakaj umetnost, in vsakih nekaj let si moram spet sama sebi to razložiti. Ne? Tako da ima to vlogo in mislim, da jo zelo dobro opravlja, in da mi je velikokrat žal, da družba to slabše zazna, če ni direktno vključena v to. Ne? Tudi, če se spet Evropske prestolnice kulture dotaknem, odziva, ki je velikokrat, tako ko opazujem ali pa berem kakšne komentarje na družabnih omrežjih, je pogosto, nič ni bilo, sem tak dober spektakel na začetku, pa nič. Bilo je pa ogromno stvari, meni je grozno žal, da nisem mogla videti vsaj pol, res je bilo ogromno stvari. Niso prišle pa k tebi nujno domov, no. Moral si se malo potruditi do njih, ali v galerijo, ali priti na prireditev, ki je bila zunaj, zelo so bile pač komunikativne, ali pa na nek seminar, na neko temo, ki se te dotakne. Zato se mi tudi spet zdi ta razstava Mesto na meji, mislim, da se dotakne ljudi, ki ne pridejo zaradi umetnosti, ampak pridejo zaradi te zgodovine, ki pa je pripovedovana po eni strani skozi oči zgodovinarjev in ljudi, pričevalcev recimo in tako, ampak uporablja sredstva, ki jih uporablja umetnost za komunikacijo. Ja, omenili ste prej prav vi, Nataša Kovšca, ta problem, da manjka prostorov za razstavljanje. Vi zdaj pa, Rene Rusjan, kam vse se je lahko nekdo odpravil, in eno zanimivo priložnostno razstavišče je bil tudi Tunela, pod Kostanjevico, in ko že govorimo o žanrski, hibridni, večmedijski umetnosti, lahko seveda več del izpostavimo, ampak ena taka intervencija v prostor pa je bila prostorsko-zvočna instalacija Trahea, akademskega slikarja Eneja Gale in glasbenika Tomija Novaka v Tunelu pod Kostanjevico. Nastajala v okviru vaše galerije Gong, Nataša Kovšca, in novogoriška predora sta umetnika, torej čez enega gre železniška proga, drugi je za kolesarje in pešce, zdaj namenjen, sta ju obravnavala, zanimivo, kot sapnik in požiralnik. Torej sta se ukvarjala prav s konkretnim mestnim prostorom, njegovo zgodovino in tako dalje. Tako je, ta projekt je bil omenjen v prijavni knjigi in nam je pravzaprav Zavod EPK ponudil ta projekt. In seveda glede na to, da gre za javni prostor, ki seveda zaradi klime ni primeren za neke klasične razstave, sem takoj pomislila na Eneja Galo, ki se že vrsto let ukvarja z marionetnimi skulpturami, torej izdeluje prostorske instalacije. On pa je potem povabil še Tomija Novaka, tako da sta potem ona dva skupaj razvila to temo, ker so seveda morali biti take skulpture, ki jim vlaga ne pride do živega.
in sta nekako povezala pravzaprav skulpture z glasbo, torej eksperimentalno glasbo. Ja, iz nekih odpadnih materialov, ne, sta sestavljala posebne skulpture, ki so visele s stropa tunela in pravzaprav v vetru proizvajali zvoke, ne? Nekaj pa prihajalo iz zvočnikov. Torej, nekaj je prihajalo iz zvočnikov, tako je, in pač drugi del zvokov pa so proizvajali te skulpture, ja. Bile so na nek način kinetične skulpture. In zanimivo, ko sem se dolgo nazaj z njima ob eni priložnosti pogovarjal, sta potem poročala, da ja, so se ustavljali ljudje, ampak zanimivo, kako je tudi, in to je to mi takrat izpostavil, pozabimo na živali, kako so živali pravzaprav reagirale, ko so šli s kužki recimo čez tunel, ne, in so se odzivali na te zvoke. Ne. Še o eni intermedijski instalaciji lahko govorimo, ta je bila tudi del uradnega programa EPK, to so pa prehajanja, crossings, ki jih je pa pripravil kolektiv Brida, ne? Tom Kerševan, Sandy Mango, Juri Pavlica na Bevkovem trgu. Šlo je za kombinacijo fizične skulpture in virtualne resničnosti. Želeli so poudariti prav prehajanje meja v vseh smislih, torej tudi med resničnim in navideznim svetom. Zanimiv se mi je zdel zapis umetnostnega teoretika Vladimirja Vidmarja, ki je o tej postavitvi objavil kar dolg zapis, ker ga je tako nagovorila, pa morda samo njegov uvod. Piše: najnovejše delo kolektiva Brida si bom privoščil prebrati skozi nekoliko specifično prizmo. Prebral ga bom kot predlog možnega spomenika, ki bi se izognil tipičnim pastem spomenikov, ki so veliko pogosteje kontroverzni momenti razdorov, bodisi političnih, urbanističnih, bodisi umetniških, torej spomenika, ki v ospredje ne bi postavil neko vnaprej določeno vsebino, okoli katere bi se morali združiti, temveč prav odprto formo, v katero smo povabljeni kot aktivni soustvarjalci. Projekt prehajanja je postavljen v javni prostor mesta in neposredno referira na njegovo arhitekturo, tisto fizično in tisto globljo, ki jo gradijo različni odnosi med prebivalci, križanje njihovih poti prehajanja, komunikacija, torej preplet družbenih vezi, ki ustvarja novo družbeno tkivo. Skratka, kar zanimivo izhodišče za način, kako lahko neko tako skulpturo opazujemo. Zato sem tudi to citiral, ker pravzaprav pokaže, kako lahko razmišljamo o neki taki instalaciji, ki na prvi pogled dobro zgleda neka igra svetlobe, virtualnosti, ampak o njej res lahko razmišljamo, ne? Pravzaprav je nek tak nastavek. Mogoče Rene Rusjan. Ja, mislim, da je to lep primer tega, kako lahko komuniciramo z gledalci ali pa potem tudi udeleženci in akterji, oziroma jih spreminjamo iz opazovalcev v aktivnejše gledalce in akterje. V bistvu ujamemo tudi ljudi, ki ne bi šli v galerijo. Ne? To je ena od stvari. Na Bevkovem trgu. Ja, in se niso izognili, ampak je stvar dovolj in zanimiva in vsakemu se je zdelo, da lahko stopi zraven. Mogoče so nekateri samo opazovali, nekateri so bolj. Tudi Brida pogosto delajo na ta način, ne, da gledalca potegnejo v aktivnost. In tudi z ROR festivalom pač so zelo aktivni, kako bi rekla, ustvarjalci teh prostorov, začasnih prostorov, ampak hkrati pa ta začasnost je tako kot vsaka razstava, ne, se še pol sabo in na ta način tudi udomačuješ mesto, ne. Ker Nova Gorica še vedno mi ni čisto jasno, jaz sem nekako med Novo Gorico oziroma Rožno dolino čez hrib, ki je daleč od mesta in Ljubljano in nisem recimo med vikendi tukaj in vidim ravno Bridine stvari, ki jih imajo čez vikend velikokrat nadaljavo samo oziroma odziv in tako, ampak nisem še pogruntala, kako deluje ta center mesta, kdaj ljudje pridajo in kdaj ne. Včasih imamo razstavo in ni nikjer nobenega, pa misliš, da zato, ker si izbral tak dan, ker ko jih ni, pa čez 1 uro je pa polno vse, ne. Pa tudi na razstavo pridejo in tako, Center je tam zraven, pa in tak Natašina galerija tudi. Tako se mi zdi, no, ta primer tudi tak, vsake toliko je treba priti prav v mesto in dejansko je letošnje leto bilo zelo veliko teh, kot tudi Pixel Point recimo je ponudil veliko teh možnosti, kako se in umetniki in obiskovalci redni, tisti, ki so že nekako, in tisti, ki so slučajno prišli, mogoče bojo zaradi tega še kam prišli, ne.
Ja, mogoče tukaj vseeno pa bi bilo tudi zanimivo, da izpostavimo, da kljub samo festivala ROR in Pixel Point sta festivala, ki že obstajata večletne, celo festival ROR, ki ga organizira kolektiv Brida in predstavlja, kot smo rekli, interdisciplinarne, novomedijske in svetlobne umetnosti, je denimo leta 2023 zabeležil rekordni obisk, ko je v središče Nove Gorice privabil 18.000 ljudi. Ne? Zanimivo, to je pred 2 letoma. In poznamo ga recimo sploh po svetlobnih telesih, recimo Lune in Marsa, ne, na Belkovem trgu, ki jih je pripravil umetnik Luke Jerome. Ne. In Zemlja zdaj. In Zemlja, tako in Zemlja, ja. In tako ROR kot Pixel Point in Mušič, kot smo rekli, zavod Go 2025 izpostavlja kot najpomembnejše projekte. Ampak vseeno se sprašujem, tukaj lahko govorimo o tem, ne le, da so se projekti pridružili EPK-ju, ampak tudi nasprotno, da se je pravzaprav EPK pridružil projektom. To je dejstvo, ne? Ja, mislim, da to je tudi najbolj, ne vem, če so prostori, kjer prav nič ni. Velikrat je, tako jaz se včasih hecam že, ko smo prišli v Gorico, pa tudi vedno prej je bilo, v Novi Gorici se nič ne dogaja, vedno je bilo to. In vedno se je izkazalo, ko smo prišli tudi s šolo, ne, z akademijo, da se velikokrat dogaja preveč stvari, ne moreš iti na vse 3, ki se tisti večer zgodijo v malem mestu. Da ni to res mesto, kjer se nič ne dogaja, ampak vedno velja to, kot upam, da se bo to mogoče malo opustilo in zamenjalo s čem drugim. Ampak ja, eno in drugo mora so obstajati. Prej ko smo začeli govoriti o prestolnici kulture in razstavi Mesto na meji, sem omenila sicer to, da si moramo povedati zgodbe, ne? Ampak tudi te obstoječe, obe mesti imata zgodovino obiskovanja različnih, predvsem vizualnih oziroma razstav, ki so ne toliko gledališča, ker mogoče v smer Italije, ne, Slovenci mogoče grejo poslušati oziroma gledati gledališko predstavo, ker znajo italijansko, medtem ko obratno pa se je to začelo šele z prestolnico kulture, ko se je res organiziralo neke skupne dogodke in tako. Ampak vizualna umetnost je v tem smislu brez meja ali vizualna, intermedijska in tako, tam, kjer ni nujno potrebno, da razumeš besede. Ne. In seveda, da je bilo s Pixel Pointom, ki je že zdaj pa že 4 stoletja in še, in ROR in vse, tudi še kakšne druge novejše stvari, ki so se dogajale v zadnjih letih, bilo pravo gnezdo za to. Ne. Zato spet poudarjam, da moramo gledati na to leto kot na začetek nečesa, ne začetek nekega novega, ampak nova brca pravzaprav nam, da nehamo govoriti, da se nič ne dogaja. Ne, tudi hkrati, da se zavemo, da moramo biti sami tudi aktivni v tem, da se stvari dogajajo, ne samo tako, da pridejo mimo nas. Ne. Nataša Košca, kaj pa vi menite o tem, da kljub samo Zavod Go 2025 kot ključne projekte na področju likovne in vizualne umetnosti kljub samo navaja tiste festivale, ki so že obstajali? Ja, po mojem zato, ker konkretno festival ROR veliko prispeva k popularizaciji intermedijskih umetnosti, ravno zato, ker se dogaja v javnem prostoru in ki je tudi vizualno privlačen. Torej, to se mi zdi pozitivna stran. Po drugi strani pa mislim, da te likovne razstave kljub vsemu niso pritegnile toliko obiskovalcev, kot bi si želeli. Ne? Pač sama sem opazovala, kakšen je bil obisk v naši galeriji. Mi smo imeli ogromno avstrijskih in nemških obiskovalcev, ki so zelo natančno in pazljivo gledali te razstave, pa imamo zelo majhen prostor. Velikokrat se je zgodilo, da so bili tudi pol ure v prostoru. Ampak da bi pa dobili nek širši krog goriške publike, to pa ne morem reči. Aha, čeprav če govorimo o goriškem občinstvu, ker vi ste pripravili tudi v sodelovanju z galerijo Foton mednarodno skupinsko fotografsko razstavo, ne? Tako je. Ki je skupaj s Strahejo del tako imenovane razpršene galerije.
Torej, ta projekt je pravzaprav povezal obmejni prostor z središčem Nove Gorice, kjer se nahaja naša galerija. In zanimivo je, da so nam ponudili ta prostor v Epicentru, torej ta mezzanin, ki najprej ni imel razstavnih sten, tako da je pravzaprav bil del tega projekta tudi priprava premičnih razstavnih sten, seveda zato, da smo ta projekt sploh lahko uresničili. In sam projekt se je navezal na mejnost, ampak ne samo v geografskem smislu, torej kot življenje ob meji, ampak mejnost v različnih pogledih, torej kot nek kulturni konstrukt, ki pač obstaja v našem vsakdanjem življenju. In sicer je sodelovalo 14 ustvarjalcev iz Slovenije, Italije in Avstrije. Kaj pa nasploh zastopanost fotografije, fotografskega medija v okviru EPEK-a? V prijavni knjigi mislim, da ni bilo projektov, ne vem, če sploh bil kakšen. Tako da je programski vodja Stojan Pelko sam prišel do nas in nam ponudil, ponudil možnost, da sodelujemo in tudi sami pripravimo temo te fotografske razstave. Torej, še kakšna več bi lahko bila, ne? Lahko rečemo, ne? Ja, na italijanski strani jih je bilo več. Mislim, da je goriška občina povabila 3 fotografe, Steva Makarija, Aleksa Majolija in Meto Krese, ki so obravnavali to mejno območje v mediju fotografije. In mislim, da se je pred kratkim odprla tudi nova fotografska razstava v Gorici, v muzeju Svete Klare, kjer se pa fotografi navezujejo na delo psihiatra Franka Bazalije. Zdaj, prehajanje med mediji in pristopi najdemo tudi v taktilni galeriji, umetnost onkraj vidnega, ki je umeščena pa v Mercator Center v Kromberku. Gre, kot pravijo, za prvo taktilno galerijo v Sloveniji, v kateri torej obiskovalci prihajajo v stik z umetnostjo, z dotikanjem. Razdeljena je na 2 dela. V prvem, poimenovanem Svet, ki obstaja, se lahko dotikamo taktilnih interpretacij umetnin iz raznih zgodovinskih obdobij. Naprimer kofetarice, ne, ki je sicer motiv na sliki Ivane Kobilce, tukaj pa jo srečamo kot skulpturo, ki se je lahko dotaknemo. V drugem delu, Svet, ki nastaja, pa najdemo prav za tipno izkušnjo ustvarjena dela 17 umetnikov iz Slovenije, Italije in Hrvaške, ki so jim za ta namen poskušali predstaviti in približati svet slepote in slabovidnosti, torej da so se oni lahko pripravili na to, ne? Rene Rusjan, vi o tem več veste. Mislim, da gre za zelo pomembno razstavo, pravzaprav že sam projekt, no, ker to ni razstava že obstoječih stvari, ampak je dejansko projekt, ki je spodbudil umetnike, da so o tem razmišljali. Seveda je tu veliko možnosti, kako in še tako ne vemo, če smo umetnik videči, če je dejansko kakšna je ta izkušnja, ki jo je potem nevideči obiskovalec lahko dobil. Ampak odpira ob tem tudi možnost seveda pogovora oziroma feedback. Kaj to pomeni, da smo neko sliko zdaj lahko otipali kot kip? Vem, da je bilo precej tudi strani umetnikov vprašanje, ali je to prav, a dejansko gre za isto, sigurno ne za isto, ampak podobno izkušnjo, a je dejansko po tej sliki narejen relief povedal dovolj nekomu, ki ne vidi in tako, ne? Ampak vsekakor je to zelo pomemben most med videčimi in nevidečimi. Mislim, da eni in drugi moramo od tega nekaj imeti, vzeti, da je novo za ene in druge, ne? Ker s tem tudi spoznavamo, kako nevideči spoznavajo svet, in ko ustvarjaš delo za to, moraš kar precej globoko iti v to, kako v nam tako samoumevnem vizualnem okolju lahko in funkcionira
seveda, in tudi kako se loteva nekih likovnih del. Mi smo sodelovali pri razstavi v enem bolj zaključnem delu kot akademija, ker so si zamislili tudi video, ki bi sledil tem, posnel te aktivnosti, naprimer Damjan Kracina zažge ta kip in ostane tudi v bistvu zabeležen. Tako da so z Jasno Hribernik kot mentorico študentje šli na vse te lokacije, kjer so še dela nastajala in jih posneli, tako da v bistvu bolj v tem dokumentarnem delu smo sodelovali. Moram reči, tudi kot obiskovalka sem zelo uživala, ker mene mož vedno prav, da ko smo bili sošolci še in hodili po muzejih, na ekskurzije po galerijah in muzejih, da so me lovili čuvaji, ker kiparji smo hoteli to otipati, pa vem, da ne smem, ampak če dam roke zelo blizu, čutim nekaj drugače, kot če samo vidim. Ne? In kako je to šele nekomu, ki ne vidi. Ne? Tako da v bistvu tudi mi smo lahko videči, smo lahko sprobali nekaj, kar sicer ne smemo, kar se mi zdi, recimo, kip, ki je nastal z celo močnim udrihanjem po njem, dotikom, glajenjem, da tega gledalec ne more doživeti. Tako da tudi videčim priporočam, da grejo na razstavo in sprobajo to. Ne? Ja, to je ta didaktičnost, ki sem jo zaznal, pa se spet vračam na začetek, na razstavo Mesto na meji, ko pravzaprav vabi k neki soudeležbi, ne, aktivno angažira obiskovalca. Ne. No, če se vrnem še na enega od tistih projektov, ki jih je GO 2025 izpostavil kot res najbolj pomembne na področju likovne in vizualne umetnosti, to je 20. Mediteranea, mednarodni bienale mladih, ki pa se v Novi Gorici res odvijal prav zaradi Evropske prestolnice kulture, čeprav ima že tradicijo. Kot pravijo, je bil pomemben predvsem zato, ker je pripeljal v Novo Gorico, Gorico in Vipavo skoraj 100 avtorjev mlajših od 35 let, in s tem tako bistveno razširil razsežnosti prestolnice tudi na severnoafriške in bližnje vzhodne obale Sredozemlja, kakor tudi prikazal najsodobnejše trende mladih evropskih ustvarjalcev. Naj še to povem, tudi Bienale mladih je v kategoriji finančnega obsega nekje med 250 in 300 tisoč, ampak ta angažiranost mladih je seveda pomembna. Kako sta vidve mogoče opazovali to udeležbo mladih, no, oziroma na obeh straneh, bodi si na strani obiskovalcev in na strani ustvarjalcev? Vsekakor se mi zdi izjemno zanimiv projekt in seveda smo vsi pozdravili to, da so ga pripravili v okviru Evropske prestolnice kulture. Zdaj sama priprave tega projekta nisem natančno spremljala, ampak vem, da so bile tudi neke zagate s prostori, torej bil je zelo razpršen projekt, tudi nas so spraševali, če bi lahko v galeriji, ampak je bila žal v tistem terminu zasedena. Zdaj žal mi je, da je bil del tega projekta predstavljen v Epic centru, ko še ni bil končan. Seveda s tem ni nič narobe, ampak vsekakor se mi zdi, da nekako ni dal dovolj poudarka delom, ki so bila razstavljena v tistem prostoru. Ja, še eden tistih projektov, ki je potem kar dobro uspel organizacijsko, pa so res bile zagate, pa ne bi o tem razpravljali, ker premalo vemo in drugih strani prisotnih. Reni, bi še karkoli dodali? Bienale mladih Sredozemlja je že tako kar desetletja zelo pomembna prireditev in je pomembna za mlade, ki grejo po teh lokacijah, kjer se dogaja. In je to, da je prišel v Slovenijo, ena zelo lepa priložnost. Mi smo tudi ravno odprli takrat mali kino in studio, tako da smo gostili del tega, mali delček tega in študentje, ki niso šli z nami v Izolo, ker mi takrat odidemo po zaključni razstavi, gremo na festival Kinotok in imamo tam razstavo in tako da velikih gre za prostovoljce tja, ampak nekateri so ostali s festivalom tle in mislim, da so bili zadovoljni z izkušnjo, pač tudi pogovori in tako.
Rene Rusjan, pripravili ste pa tudi eno razstavo v Mestni galeriji Nova Gorica, ne? Tako je. Slučajno se je poklopilo z letom 25, ko smo bili povabljeni v galerijo, in poklopilo se je tudi s 30-letnico univerze, tako da smo pravzaprav bili zelo veseli, da se je to letos zgodilo. In čeprav smo zelo aktivni v mednarodnem prostoru in tudi v domačem, ampak bilo nam je posebno veselje biti v glavni galeriji domačega mesta in to v tem prostoru. Čeprav ni prostor, ki bi bil grajen za galerijo, ampak za gledališče, je meni zelo ljub. V bistvu vedno, ko delam v njem ali kot tako ali drugače in kot obiskovalka, vedno se mi zdi, da ponuja ravno zaradi svojih prostorskih značilnosti posebno izkušnjo, ki je kocka ne more. Tako da smo bili zaradi tega zelo veseli. Naslov sem dala Mi smo tu in zelo rada nosim ta katalog, ker čutimo, prišli smo iz Ljubljane v Gorico, torej ne v Novo Gorico. Prišli smo v Gorico, potem smo čez 8 let šli v Rožno dolino, ki je Nova Gorica, ampak je za hribom. In super sodelujemo z kulturnimi inštitucijami. To že od samega začetka. Ampak ljudje še vedno velikokrat vidimo, da sploh ne vejo, da obstajamo. Kar ni toliko nekaj čudnega, ampak veliko naših študentov, 90 študentov letno zdaj že, živi v Novi Gorici, kakšni živijo tle 5-6 let, če grejo čez prvi in drugi, in pridajo iz raznih koncev sveta in snemajo filme o nas in nas opazujejo in po 14 dneh vejo vse naše zagate zelo hitro. Tako da se mi je zelo pomembno, da se predstavimo v mestu in da tudi damo tak naslov, ki govori o tem, da ja, radi bi, da veste, da smo tukaj in da mi tudi vemo, da smo tukaj, in je nekako tudi v tem letu skušamo sami sebi in drugim to poudarjati, ker nam je ta povezanost s prostorom, kulturnim prostorom, življenjskim prostorom zelo pomembna. No, EPK-ju se je za razstavo Zapisi v otisih na hodnikih hotela Park pridružilo tudi podjetje Hit. Predstavljajo svojo zbirko 118 grafik, ki so jih v letih med 1951 in 1989 ustvarili likovniki iz Primorske in bližnjega zamejstva. Med 22 umetniki so Riko Debenjak, Avgust Černigoj, Vladimir Makuc, Lojze Spacal, Zvesta Polonijo, Klavdi Tuta in drugi. Zdaj, v luči čezmejnosti je taka razstava najbrž posrečena v tem, da nagovarja hotelske goste. Hočem reči, EPK je umeščen v neko lokalno okolje, prostori za razstavljanje, o tem smo večkrat danes govorili, so različni. Ja, tudi hotel, tudi hotelski hodniki. Ja, meni se zdi, da je torej vsak je poskušal nekaj prispevati k Evropski prestolnici kulture in z tega vidika seveda pozdravljam tudi to razstavo. Malce skeptična sem sicer glede samega prostora, predstavitve spet, ampak ravno tako se mi ne zdi nič narobe, če je predstavljena na hodnikih hotela, ker seveda vidi pač druga publika, in je v tem smislu tudi neka promocija goriške ustvarjalnosti. In nek kontekst, ki pravzaprav vnaša umetniška dela v neko naravno okolje mesta. Zdaj, eden od argumentov, ki sem ga večkrat slišal, da projekt Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici ni učinkovit, je bil, da je mesto premalo zaživelo v tem vzdušju. Marsikateri domačin je poročal, da ni imel občutka, da bi se kaj dosti dogajalo, o tem smo že danes govorili. Tukaj je sicer potrebno biti previden, ker pričakovati, da bo EPK polnil ulice, kaj pa vem, številnimi skulpturami, karnevalskim vzdušjem, in to je zmotno, to ni glavni namen EPK-ja. Kot sem že v začetku pravzaprav rekla, da morda je veliko ljudi pričakovalo več spektakla, ki se bo zgodil na ulici. Hkrati mislim, da je bilo tudi precej pravzaprav tega, ne samo otvoritev in zatvoritev, ampak tudi vmes festivali, ki smo jih že omenili, ROR in Pixel Point. Pixel Point je že skozi v prijavni knjigi recimo bil najavljen in se je tudi večal proti temu letu in bil letos res zelo velik. In je segal izven galerij tudi, če je to nekako javni prostor, tako da mislim, da vsak, zdaj lahko bi
pogledali tudi sicer to, kar smo prej govorili, kar se dogaja na trgih, kar se dogaja v Epiku, oziroma v Epic Districtu, no, in na Trgu Evrope, bilo je tam celo opera in ne vem, ogromno nekih dogodkov, vendar seveda si jih moral najti. To mogoče te ni bombardiralo. Jaz tudi včasih za kakšne stvari nisem vedela, ampak sem vedela, da se pač nisem dosti potrudila, da bi šla. Pripisala sem sebi, hkrati pa verjamem, da tudi bi lahko bilo bolj vidno. Mislim, nekako bolj, če se ne bi pa počutili preveč bombardirane, ker dogodkov je bilo, zadnjič smo slišali okrog 1000, to je ogromno za te 2 mesti, ne. Tako da predvsem res že spet mislim, da bo to vse odzvanjalo še naprej in upam, da na ta način, da bomo imeli in voljo in morda kot in skupnost in strukture, ki vodeče recimo več znanja tudi, kako privabiti dogodke, kako narediti. V bistvu zdaj je to ogromno tega znanja, ki ga v začetku ni moglo biti, ker je vsakič nova izkušnja, ne. Tako da gledam na to pozitivno. Ja, to, kar ste posredno izpostavili, je bila še ena kritika, da bi lahko o dogodkih komunicirali učinkoviteje. Kako? Kdo bi vedel, ne? Zdaj o tem razpravljati, ali bi potem to bilo preveč. Ampak o tem se je govorilo, no, da informacije o dogodkih ne dosežejo, ne. Ja, mogoče smo pogrešali tudi neko platformo, ki bi usklajevala te dogodke. Zato, ker dogodki so se pogosto prekrivali. Recimo, mi smo odpirali fotografsko razstavo v Epiku in naši galeriji isti dan in v isti uri, kot je imela otvoritev vaša, torej razstava Akademija v Mestni galeriji v Novi Gorici. Mislim, da je bil še 3. dogodek tisti večer. Torej, v tem smislu smo pogrešali nekoga, ki bi usklajeval to, kar je bil uradni program Evropske prestolnice kulture in drugi dogodki. Uresničevanje brezmejnosti za konec. Sta Nova Gorica in Gorica v okviru EPK tekli preveč, vsaka zase, vzporedno, namesto da bi dihali skupaj, se prepletali? Nataša Kovšca. Jaz mislim, da ste se kar prepletali. In želela bi si, da bi ta Borderless ostal, torej, da to ne bi bil samo enoletni dogodek, ampak da bi postal neka trajna znamka. Moj prijatelj je to primerjal z goriškimi vinarji, ki so se, oziroma z načinom, kako so se oni povezali, seveda že pred leti, torej kako so se povezali mali in veliki vinarji, kako so znali povezati vino, kulturo in turizem, tako da je neka ruralna obmejna pokrajina postala neka pomembna turistična destinacija, ne. Mislim, da v tem smislu bi nekako morali ta Borderless nadaljevati, torej prav s povezovanjem, z mreženjem, ker torej na ta način uspeš ustvariti neke večje projekte, ki imajo potem tudi večji odmev. Rene Rusjan. Tudi jaz mislim, da bo to ostalo. Če pomislim, da je recimo pred 8 leti, ko smo bili mi še v Gorici, v Stari Gorici in so bili študenti iz cele Slovenije tam in spoznavali prvič sploh to mesto in takrat se nam je zdelo, da pravzaprav živimo brez meje, ker nas nikoli nobeden ni nikjer ustavil. Medtem, mislim, da ne prej, ampak s covidom se je vrnila meja in zdaj jo zelo občutimo, tisti, ki smo bili navajeni, da tam nikogar, ki bi te kaj vprašal. Zdaj pa si lahko 3-krat na dan, če greš čez tudi. Ampak to sploh ne moti nikogar, ne. Se mi zdi, da živimo vedno bolj povezano in da je ves ta proces, to ne govorimo o tem letu, ampak tudi proces, ki je pripeljal do tega, da se je letos izvedel program prestolnice, je že povezoval seveda in seveda delamo vsak na svoj način, vidi se, kako naša administracija, kako njihova,
kako se mi znajdemo oziroma kako so oni še boljš. Velikokrat vidimo to v vsakem, ampak to smo mi, različni z vsemi drugimi, ki so zaradi tega tudi v teh letih prišli, spoznali to področje in tako. Tako da mislim, da ja, kot je Nataša rekla, tudi to, da to pravzaprav upam, da bomo živeli naprej. No, prepričana sem, da bomo živeli naprej na ta način. Hvala vama za vse te odgovore. Še veliko tem bi lahko odprli, recimo problema pojavnosti kulture in EPK-ja v medijih, bojda je bilo tega premalo, pa še enega problema, ki se tiče selekcije, da je kar nekaj umetnikov in umetnic, ki so želeli sodelovati, izpadlo, ampak tako to je. Nataša Kovšca in Rene Rusjan, hvala vama za obisk v novogoriškem studiu in za pogovor o predvsem vizualni in likovni umetnosti v okviru Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici. Hvala za povabilo. Hvala.